No, glej tako, ti si rekla, podajmo si roke in poskrbimo za dobro počutje in vibrirajmo z ljubeznijo. Podajmo si roke, poskrbimo za dobro in vibrirajmo z ljubeznijo. Predajam ti besedo Hvala. in želim, da nas o tem poučiš malo več. Okay. Lepo prosim. Hvala. Lepo pozdravljeni. Jaz bom v bistvu danes se malo navezala na utrinke izpod 3 hrastov, na eno lepmo hribčku nad Firogo, o katerem bo še več potem povedala tudi Alenka. Tam je tudi nastajal moj zapis, ki bom mogoče kaj v njega kdaj pokukala, drugače pa podajmo si roke in pomagajmo en drugmu, namesto da gradimo ameriške posle, no? Tako, kot smo jih včasih, ali pa svetovne posle, ker so se nekako izjalovili, vsi po vrsti. Vsako leto, bližje letu 2022 je bilo huje in bolj očitno, da v finančnih tokovih nekaj ne štima. In da dejansko ne samo, da imamo toaletni papir za, pač vemo, za kaj ga uporabljamo, ampak imamo tudi en podoben toaletni papir, ki se mu reče denar, ki ga tiskajo na podoben način, kakor se jim zahoče in v bistvu z njim počnejo manipulacije nad nami. Ta trenutek vidimo tudi polno enega ognja, enih požarov, tudi to je ena od manipulacij, ki se potem v bistvu prilepi kot strah na naše celice in te celice v našem telesu ne vibrirajo nič kaj dobro, nič kaj koristno. Tako da v bistvu nam v tem hipu ne ostane kaj drugega, kakor da en drugega podpremo, da vsak najprej podpre sebe, da ne gleda tistega, kar govorijo v medijih, ampak da vsak poskuša priti do točke, da se takole pojavi pred kamero in pove tisto, kar nosi v sebi, z namenom, da preglasimo medije, ki strašijo. Z namenom, da preglasijo medije, ki delajo nad našimi celicami genocid. Prišlo bo še obdobje mask, pa verjetno še česa, vsaj poskusili bodo in takrat bi bilo fino, da nas je še 10-krat ali pa še 1000-krat več, kot nas je danes. Danes nas je mnogo, mnogo več, kot nas je bilo pred enim dobrim letom, ko je Mihael začel zbujati Slovenijo, da rečemo ne tistmu, kar počnejo z nami, pa kar želijo početi, pa kar počnejo z nami desetletja, samo da nismo tega spregledali. Jaz sem od 10. leta naprej, me je pot vodila iz zdravega telesa v popolno nezdravje in to sredi narave. Uspeli so me prestrašiti tudi zajcem. Uspeli so me potem še enkrat spraviti v vlogo mame, ki je mogla skrbeti za bolnega otroka, ker smo ga pretirano cepili, ne samo tisto, kar so rekli, ampak še kaj zraven, iz neozaveščenosti. Ampak vsakič, ko to zgodbo povem, trdim tudi eno stvar. Kar kdo hoče, je mogoče. Lahko se tudi odstrani vse tisto, kar je v telo prišlo in dejansko ni bilo namenjeno nam, ampak z dobro voljo, z delom na sebi, z zdravo hrano, s tistim jabolkom, ki ga odtrgate iz drevesa in pojeste, s tisto slivo, ki jo noče noben pojesti, pa jo vi tam iz drevesa potrgate pa pojeste, kajti tukaj noter je zagotovo skrito tisto ta pravo cepivo, ki bo ohranilo vaše telo v ravnovesju in ki vas bo naredilo nazaj srečno. Kako izgledajo srečni otroci? Kako radi in hvaležni smo psički, ki prikoraka mimo nas in ki nam kaže brezpogojno ljubezen. Ne vsi, ampak tako se lahko prepoznamo. In kaj se zares dogaja v telesu srečnih ljudi? Gotovo tam ni celic, ki so utrujene, nemirne, ki želijo počivati,
ki mogoče telesu prinašajo dodatne kilograme, nervozo, živčnost, nemir. Vse to je to, kar se zdaj z ljudmi dogaja. In zato bom danes zopet govorila o tisti investiciji, ki je v tem trenutku najbolj smiselna. Investicija vase, zase, nase, v čas, ki ga namenimo sebi, zato da v miru razmišljamo o sebi, raziskujemo svoj notranji svet in poiščemo v sebi mir. Tukaj nam ne more pomagati nihče. Ne čudežna palčka, ne čarovnija, nihče. Tukaj je ta prva naša odločitev in čas, ki ga namenimo sebi. Sebi, ne sistemu, ki nas je do zdaj vodil sem in tja, in dejansko je bil to urnik našega življenja in hkrati tudi tisti gargamel, ki je v bistvu nagajal našemu zdravju, našim odnosom in našim težkim situacijam, ki so se nam v življenju dogajale. Kaj potrebujem, da najdem mir v sebi? Če nimam službe, potem je dovolj, da sedim pod 3 hrasti ali pod kakšnim drugim drevesom. Jaz se pogosto usedem pod drevo, mislim, da je to kar enkrat na dan že, z hrbtom naslonjena na deblo. To me pomirja, to mi daje moč in energijo. Ne rabim nobenega zdravnika, ker zdravniki mi pač nikoli v življenju niso pomagali. Jaz sem bila vedno tista črna vrana, ki je prišla v zdravstveni dom ali pa v bolnico in je šlo neki kontra ostalim. Pač niso me mogli spraviti v kalup. Niti šolski sistem mi ni mogel spraviti v kalup. Veliko sem uživala v matematiki, vse, kar se je bilo pa treba nadudlati na pamet, pa v mojo glavo ni šlo. In niso me mogli sprogramirati. In zdaj, če smo pri točki, hierarhija poklicev. Učili so nas in navajali so nas na to, da je fajn biti doktor od doktorjev, pa doktor vseh doktorjev. Da je še boljš biti na vrh politike, predsednik ali pa kaj takega. Ampak, a je to tisto, kar da telesu osnovni pogon za to, da je telo zdravo, da je celica zdrava? Ali morda rabimo svežo hrano, potem vodo, ki je pitna, ki je živa, ki je energetsko polna, ali mogoče rabimo vodo polno klora, polno strupov, morda še je kakšen sosed kakšno mišno otvrgel, to se je v mojem otroštvu celo zgodilo, pa to ni najhujši strup, imamo še kakšne druge strupe, ki jih v našo tekočo vodo, ki jo potem pijemo, vlivajo. Imamo mi sicer zelo dobro vodo, kamorkoli v tujino smo šli, vedno smo pazili, da smo pili za sabo preneseno vodo, pa vendarle bodimo pozorni na to, da je voda čista, oziroma da pijemo vodo, kajti vedno večkrat slišim, da je ogromno bolezni, takih, ki jih v bistvu povzroča nepitje. Imam eno sosedo, kako komaj da še hodi, ker ima težave s hrbtenico. Priznala je, da v zadnjih 5 letih ni pila skoraj nič vode. Je pa popila ogromno tistih trgovinskih plastenk strupov. Meni, hvala Bogu, želodec že ene 8 let ne dopušča nič od tega. In ko pridem iz kakšne službene poti ali pa potovanja, je ta prva stvar, da grem na lasten vrt in se najem svežih jagod, zelenjave. Ni to edina možnost. Lahko gremo v gost, lahko gremo na travnik. Tudi tam je ogromno narave, ki zdravi. In ogromno dela imamo, vsi bomo mogli še enkrat iti čez osnovno šolo, da bomo naučili se vse te stvari, kaj je uporabno, kaj je koristno in kaj je res prav, kako lahko naše telo ponovno preide v popolni zagon. To je tako, kot pri avtu, ki je nov. Običajno nov avto dela precej boljš kot 20 let star. Ampak res pa je, če imamo dobrega mehankarja, da nam vse prečisti pri avtu, vse ponovno, se pravi naredi generalno motorja, da ta avto lahko spet super vozi.
zakaj ne bi to naredili tudi z našim telesom in zakaj ne bi bilo naše telo tisto, ki je prva in osnovna stvar, ki je prva in osnovna naša skrb. Ne služba, ne prijatelji, ne nekaj, kar nam je nekdo naročil, ne televizija, ne trgovine z izložbami in super zastrupljeno hrano, ampak mi, naš osnovni vrt, naš sprehod v gozd, naš počitek ob drevesu, naša telovadba, naše druženje z frekvenčno ali pa z podobno razmišljujočimi ljudmi, da si damo podporo, da smo močni, da smo en močen krog, ki se je pridružil Mihaelu in skupaj dajemo podporo Sloveniji. Včeraj sem poslušala Gorazdovo statistiko, pa ni to prva oseba, od kjer sem to slišala. 2 na število ljudi malo matematike, ki smo v tem krogu, ki se odločimo, da si bomo dali podporo in da bomo podpora Sloveniji. 2 na 100 recimo, če nas je 100 v krogu, toliko je naša moč. In nobena cepiva, nobeni odloki, niti zakoni, niti prepoved referendumov ne bodo močnejši od nas. Zato je zelo pomembno, da se pojavljamo, ker tudi to, da poveš svoje mnenje, da se upaš izraziti svoje mnenje, je en korak naprej, ti da eno novo moč. Jaz sem v preteklosti, v zadnjih 20 letih, ogromno delala treninge, s katerimi sem v bistvu odstranjala svoje notranje strahove pri prodaji, pri vodenju skupine, ko smo še delali te finančne produkte. Potem sem se veliko tudi v nadaljevanju borila z samimi zdravstvenimi težavami, ki so mi jih po vsej verjetnosti povzročili v bolnico, ko sem zelo na hitro, če sem tam prišla kakšno injekcijo stisnjeno telo, kljub temu, da je moje telo alergično čisto na vse od medicine. In kako, na kakšen način se v bistvu borimo proti strahovi. Jaz vam lahko povem svojo pot. Ogromno sem bila v preteklosti na adrenalinskih parkih, tam v letih 2002-2003. Ogromno sem delala z eno kolegico na afirmacijah, na psiholoških postopkih. Ogromno sem v enem obdobju risala in z slikanjem v bistvu pomirjala svoj svoj duh, svoje telo. Prevozila sem z motokrosom celo Ibico. To je bil eden od treningov skupaj z Klausom Kinnegartnerjem, ki je v bistvu celo na svetovnem prvenstvu tekmoval. Šli smo po bregovih, po katerih običajen človek reče, ne vozi tule dol, ker se boš ubil. Ampak ko ti tole bariero prevoziš, ko vidiš, da je to mogoče, potem rečeš, kar kdo hoče je mogoče in postaneš močnejši. To vse so bili načini, s katerimi smo naredili velike preskoke iz strahu v zmorem. Potem je bila tu prehrana. 10 let nazaj sem začela imeti vrtiček, zaradi tega, da se moje celice ukrepijo, zaradi tega, da lahko uporabim pravilo manj je več. Pojem 2 peresi peteršilja, pa je to več, kakor zagotovo mnogo več, kakor ena škatla tablet proti bolečinam v želodcu. Za moje pojme te tablete naredijo kratkoročno oblažitev bolečine, v nadaljevanju pa gromozansko škodo, ker je treba vse to spraviti iz telesa, kar smo dali not nekoristnega za telo. Premagajmo strah in zmagajmo je ena od knjig, ki sem jo jaz v preteklosti kar veliko brala, ko sem iskala poti, kako biti hrabrejša. Opazovala sem otroke, ko sem rabila malo sprostitve, sem šla pogosto k sestrični, še to vam govorim za 20 let nazaj, ki je imela 2 mala otroka in sem se tam razbremenila tistega poslovnega džumbusa, ki se je dogajal že takrat, se pravi druženje z otroki. En kolega je zelo velikokrat mi pokomentiral, kako ima tvoja prijateljica dobro službo, v vrtcu je z otroki. To so najlepše energije. Tam ničesar ne moreš pobrati. Jaz sem pa za razliko od nje bila prepredena med 100-500 ljudi, ki smo bili v dvorani
In na vsake toliko časa me je poleglo in na vsake toliko časa sem rabila enega kolega, enega bioenergetika, ki mi je sčistil avro, zato da ni vse skupaj trajalo 3-4 dni, da sem prišla k sebi, ampak sem bila v parih urah ok. Tudi to je način, se pravi nekdo, ki ima mogoče malo več moči, malo več znanja, malo več postopkov vlada, kako to narediti, pa tudi hkrati je v tistem hipu frekvenčno višji, da vam pomaga. V tem hipu obstajajo tudi že naprave, torej sami aparati vam lahko pri tem pomagajo. Jaz enega od takih imam doma, kjer si enostavno sčistite svoje telo, celo pozdravite rakove celice, tam, ko mislite, da je pač, ali pa tam, ko so vam zdravniki rekli, da je problem, kajti dokler hodimo po bolnici in slišimo sam strah, 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 rak je, mašina je pokazala rak, Bog si ga vedi, če je to sploh res. Takrat, ko smo v taki okolici, ko smo v tej energiji strahu, nimamo nekih možnosti, da se pozdravimo. Imela sem prvo nesojeno taščo, ko sem jo parkrat obiskala v bolnici, potem, ko so ji naredili preventivni pregled za ledvica oziroma za jetra. Zakaj? Zaradi tega, ker je njena mama umrla pri 70-80 letih zaradi jeter. In seveda so jo vabili na preglede in na enem tem pregledu so ji našli, joj, z jetri je pa problem. Gospa Marija je bila takrat čisto ok, čisto zdrava. Začela je s tablete, v nadaljevanju pristala v bolnici in tistega maja, pred zadnje leto, ko je še bila med nami, smo skupaj gledali v bolnici Evrovizijo. Jaz na žalost takrat še nisem imela dosti podpornih ljudi okrog sebe, da bi jo bila rešila. Ampak, ko smo tam sedeli 2 uri skupaj, je rekla, jaz sem pa zdaj čist ok, Zdenka. Moje počutje se je pa zdaj izboljšalo, ko si ti prišla na obisk. Nekaj je delovalo. Žal je preminula, preden smo zares jo v roke vzeli, pa da bi ji še poskušali pomagati. Preminula je v miru, da je pač odšla, da je dovolj. Tudi to je v bistvu ena lepa smrt, da se človek preda, pa da se ne upira temu, ne. Odšla je toliko zgodaj, da si nisva uspele reči slovesa, no, ker je bilo zelo na hitro, ampak sprašujem se, kaj bi bilo, če ona čez te preglede ne bi šla, pa če bi uživala v svoji prelepi hiški in naravi s potočkom. Potem vsega tega najbrž ne bi bilo. Ja, prej sem omenjala poklice in hierarhijo poklicev. Jaz bi tole piramido obrnila, pa bi rekla, da je kmet najpomembnejši, ker nam prideluje zdravo hrano. Potem pa vse ostalo. Veliko sem vam že govorila o tem v preteklih predavanjih, da sem jaz korajžo za takle nastop v zadnjem letu nabirala tudi na račun tega, da tedensko vadim petje. Da momljam vsaj po 1 uro na teden, morda še tudi kaj več, s svojim učiteljem petja. To ni tisti klasičen učitelj petja, kot ste jih mogoče srečali v glasbeni šoli. Opažam, da mnogo vrstnikov, pa tudi starejših ljudi okrog mene, se je nekoč učilo inštrument za brez veze. Ker danes inštrument leži v kotu, oni pa si s tem nič ne pomagajo, kajti to je način dvigovanja svoje lastne dobre volje, frekvence svojega telesa. Zdaj, zakaj so odnehali igrati ta inštrument? Ali so jim učitelji morda dopovedali, da niso dovolj dobri? Bi jim morda morali povedati ali pa pokazati, da je to način sproščanja in da vse, kar se učijo, pa tudi če se zmotijo, je ok, in da je na koncu samo pomembno, da uživajo z inštrumentom, da se sproščajo. Meni z 5 leti ni bilo dano igrati klavir, ker ni bilo nikogar, da bi me vozil na treninge klavirja oziroma v glasbeno šolo. Danes bom temu rekla hvala Bogu. Sem pa vseeno imela en sintesizer, na katerem sem vadila sama.
In pri 42 sem se odločila, da bom izpolnila svoje želje in sem poklicala učitelja za harmoniko od mojega sina in sem ga prosila, če se lahko jaz tudi pri njemu učim igranja klavirja. Nadaljevala sem z petjem, izbrala sem si novega učitelja, ki mi tudi zelo sledi, sliši me, čuti me in na osnovi tega me tudi vodi skozi te ure petja. Zakaj sem se odločila za to? Predvsem zaradi tega, ker sem čutila, da se mi bo tale grlena čakra okrepila, da bom izgubila strah, kajti ni mi bilo prijetno ob spominu, da sem leta 2005 držala v rokah mikrofon in mikrofon se mi je pred 500 ljudi tako tresel glas, pa še bolj. In potem sem nekako začutila, da bom verjetno svoj glas bolj začutila, sebe bolj sprejela, če bom delala vaje. In če bom zraven imela učitelja, hvala Andreju Ažmanu, tenoristu, ki vsak teden z mano vadi, pa če pozabim, me pa on pokliče. Vadva kar preko Vibra, preko Telegrama, nadaljavo, ker je to čisto dovolj. Videla sva se zdajle v 2 letih enkrat. Rezultati pa so izjemni. Čutim jaz, da je moj glas samozavestnejši. Velikokrat sem občutila, ko sem delala vaje, momljanja, ne samo petja, ampak tudi momljanja, da so se koščki katarja valili ven iz grla. Se pravi, nekaj se dogaja, nekaj se v telesu sprošča, celice so se čistile. Še preden sem imela napravo, ki mi zdaj naredi tak naravni lifting, se je tudi na obrazu dejansko poznalo, da so tiste gubice se zradirale in da je bil obraz spet lepši. In to mi je bila izjemna motivacija 2 leti nazaj, leto nazaj, ko mi je rekel učitelj petja, veš, pa sem pa ga pogledala v obraz, pa sem rekla, se ta izjava je prav, kaj mi je povedal. Je rekel, veš, ko ti poješ, ko uporabljaš te mišice, tule okrog ust, se ti obraz polepša. Poglejte pevce, tiste, ki pojejo s srcem, ki s svojim glasom pojejo, ne z playbackom, če to drži. Jaz mislim, da drži. Po mojem občutku drži. Ne rabite peti zato, da boste super pevci, super sopranisti, karkoli že, ampak za dobro voljo. Prijetno je, ko smo v družbi, pa ko tudi kakšno zapojemo. Zdaj se zelo spodbuja, tudi strani mojega prijatelja Mateja, da poslušamo nazaj zimzelene melodije, tiste izpred 50 let, ki so bile še naravne, čiste, neizumetničene, ki so nosile sporočilo, težo. To je način, da v bistvu dvignemo vibracije, ne samo tisti, ki si podamo roke, ampak tudi za družbo. Za družbo. Meni je bil izjemen motivator, pa tudi sporočilo, ki mi ga je dal, je bilo zelo močno moj stric, ki je po 60. letu, potem, ko je nehal peti v pevskem zboru, začel peti sam. Do takrat so mu vedno govorili, da on nima talenta. Še tudi v pevskem zboru je slišal, da nima talenta. Njegov glas je angelski. Jaz bom potem po pauzi Mihaela prosila, če bi lahko en njegov komad mogoče tudi danes Julijana praznuje, zavrtel v čast njenemu rojstnemu dnevu, da boste videli, kakšna moč je to in kaj lahko človek doseže. Potem, ko so mu pri 60 letih še vedno govorili, da nima talenta. Vsak ima lahko z parimi vajami se mu dokaže, ali pa v eni vaji se mu dokaže, da je talent, da zna peti, samo odpreti je treba ta kanal, da začne iti ven. In ko boste tale kanal odprli, ko bomo v Sloveniji tale kanal začeli odpirati, se bo ven iz nas sproščalo tisto, kar nosimo v sebi. Slovenci nosimo v sebi ogromno, precej več, kot piše v knjigah, da smo reveži in hlapci. To ni resnica, to je laž. To je tisto, kar so nam napisali, zato da bi z možgani sprejeli, da smo res reveži in hlapci, pa nismo. Ampak na ulici smo v zadnjih 2 letih videli, da ljudje temu verjamejo.
dajmo zbrisati ta spomin, dajmo si podati roke in reči, ne, to ni res, in s tem bomo vplivali na celo Slovenijo, da se bo to dogajalo tudi v nadaljevanju. Napisala sem tudi, pa mislim, da Mihael potem ni objavil, da bi se lahko šli ene nove denarne tokove. Ko sem sedela pod 3 hrasti pri prijateljici, ki jo zdaj vabim tule sem zraven, Alenka. Ona prav, da bo tule sedela. Okay. Ja, ok, pejte. Ko sem sedela, pozdravljena Alenka. Čau. Ko sem sedela pod njenimi 3 hrasti na Firogi, so se dogajali novi denarni tokovi. Ti novi finančni denarni tokovi so izgledali tako, da denarja nismo uporabljali. Midve smo potem še celo malo se pohecale, pa smo najine stare denarnice, ki so bile, moja je bila 17 let stara, tvoja koliko? 5-6 let. Odstranile na en poseben način, ja, ker smo rekle, da želimo zbrisati stare denarne tokove, ker najini novi denarni tokovi so potekali tak, da je bilo do sekunde natančno, se je vse sprogramiralo samo od sebe, ljudje so prihajali, prinašali so nama izjemna darila, nekateri so prihajali preko objav na YouTubu, preko interneta in sporočali so nama same zanimive informacije. Zato sem vam jaz na začetku rekla, da sem prišla iz dopusta utrujena, ker nisem imela časa spati, Mihael. Dogajalo se je 24 ur na dan, bilo je smeha, bilo je novega znanja, bilo je novih informacij polno. In ugotovila sem tudi, da je, ja, imeli smo tudi polno teh lepih živali, ki nosijo brezpogojno ljubezen, to so naši kužki, pa verjetno tudi druge živali, ki jih na nekaterih predelih morja v bistvu kar želijo se znebiti, da jih ni zraven, pa se potem zgodi kakšna kontrareakcija, kakor je bilo recimo na Žusterni, ne? Ko so nas omejevali z prihodom kužkov in čez 14 dni je bila tam tista njihova nova zelenica, fancy nova zelenica, v bistvu posušena. Pa ne zato, ker so jo psi pustili. Pa ne zaradi psov, ampak kar zaradi situacije, ki jo trenutno imamo, jaz pa temu rečem tudi karma, ja. Veliko sva se pogovarjali pod temi 3 hrasti o denarnih tokovih. Jaz sem v preteklosti ogromno spodbujala ljudi k temu, da se 10% daruje, da se nameni nekaj denarja sebi, ne samo materialnemu svetu, pa tudi, da se 10% varčuje za prihodnost, za hude čase. To je moja strategija in med izobraževanjem v preteklosti sem spoznala, da ne razmišljamo vsi tako. Obstajajo po teh opazovanjih psihologov 4 tipi ljudi. Eni smo varčevalci in šparamo za hude čase. Ta psihologija ali pa ta vzorček v razmišljanju gre pri nekaterih starejših ljudeh potem tako globoko ali pa tako daleč, da na koncu pod žimnico najdejo dediči polne zaloge denarja, ki so pa mogoče že preteklost, ker smo v preteklosti zamenjali kar veliko denarnih valut. Potem na drugi strani so ljudje, zapravljivčki, ki vse sproti zapravijo. Na tretji strani so tisti, ki želijo verjeti in tudi verjamejo, med njimi je Alenka, da ne rabimo imeti zalog, da Bog vse prinese. In potem je še 4. tip in to so ljudje, ki v bistvu ne želijo nič imeti z denarjem. To pomeni, da lahko da pristanejo tudi na ulici. Samo zaradi tega, ker nočejo nič imeti z denarjem. Srečala sem klošarja, ki ne vzame v roke denarja, tudi če mu ga daš, išče pa brska pa po smetnaku, če je mogoče tam not kakšna žemlja. Njegova zamera do denarja je tako globoka,
da v bistvu noče vzeti denarja. Jaz sem bila ene 3-krat zgrožena, ker sem mu hotela pomagati, ker se je pač 3-krat na dan pojavil pred mano, pa sem rekla, kaj to pomeni, verjetno mu moram dati denar. In na koncu sem ugotovila, da sem šla malo gledati po sorodnikih, da je dejansko njegova zamera do denarja tako močna, da noče nič imeti z denarjem. In nekaj takega se nama je dogajalo na Firogi, nismo imeli nič z denarjem upravljati zdaj en teden, ampak bilo je pa tak, da ne vem, če sem že imela kdaj toliko zanimiv dopust, pa toliko vsega, da se je dogajalo, pa tako na tekoče. Ta dopust se je zaključil tako, da so šle vsaka s svojim avtom iz Firoge, ne ob istem času, pa smo se na Zihrlo v 19 pripeljali v istem trenutku. In to je tisto, ko si podamo roko, ko vse steče. Ne vem, mogoče so to neke nove dimenzije, ki jih do zdaj niti nismo bili navajeni, ali pa preprosto tako, da smo ta pravi ljudje skupaj. Mogoče pa še kužki kaj pomagajo, tudi kaj jih je bilo veliko med nama, ne? Mogoče, Alenka, še ti poveš na hitro, kaj to pomeni, da Bog prinese denar. No, mislim, jaz lahko povem za začetek ta del svojega bivanja v 9 nebesih, kako sem jaz handlala z denarjem, ne. V glavnem jaz, ko sem prišla v Firogo, še nisem vedela, kaj bom tam delala in tudi praktično sem bila brez denarja. Ves denar, kar sem ga uspela s sabo prinesti, je bila ena 2,20 metra dolga kuhinja, ki sem jo uspela prodati, in socialna podpora. Ampak jaz sem začela tam čistiti robide in druge stvari, ki so bile, in potem sem s časom videla,